Spoznanje več. Predsodek manj. Dober dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Z vami je spet redna tedenska oddaja, v kateri tokrat gostimo urednika, pisatelja, duhovnika magistra Branka Cestnika in spet bomo govorili o aktualnostih z področja cerkve in družbe. Najprej pa seveda lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vsi, ki poslušate to lepo oddajo. Ja, dobra novica seveda se tokrat dotika poletnih dni, ko tisoče otrok po vsej Sloveniji, kljub morju, goram, počitnicam v tujih deželah, vendarle, lahko rečem, preživlja svoj čas tudi na oratorijih, ki jih pripravljajo. Mnogi animatorji, skavti, prostovoljci, ki se žrtvujejo za druge, in to je na nek način tiho zaupanje, znamenje tihega zaupanja v vzgojno vlogo cerkve, tako ste zapisali. In se moram kar strinjati, kajti res je, da se otroci teh blagoslovljenih počitniških dni, pa čeprav niso povezani ravno z morjem ali pa z gorami, ne, tistim odmikom, zelo veselijo. Zelo veselijo, ne. Oratorij je zelo dobra metoda, zelo otroška, prav za otroke narejena. In je nekakšno skoraj da idealna zmes vzgoje, duhovne rasti, telesne rasti, telesnih izzivov, umske rasti, čustvene rasti, vrednot. In vse to se zgodi na intenzivn način v 5 dneh ali pa malo več, ali pa tudi nekateri imajo 3-dnevne oratorije, recimo v 3. Metoda je, zdaj, zgodovina tega je povezana z Tridentinskim koncilom. Tridentinski koncil je naročil, da treba otroke učiti katekizma, torej verouk. In je potem išel tudi prvi katekizem katoliški, tridentinski, tisti znameniti, ki je potem dolgo veljal. In seveda so hitro duhovniki videli, da to ne moreš jih kar tako učiti, da če imaš otroke, moraš jih tudi animirati. V njihovem jeziku je treba povedati, njihovi starosti primerno. Zelo zgodaj, torej se pravi, že v 16. stoletju pri Filipu Neriju, pa potem pri Karlu Boromejskem se je ta zapoved, da treba otroke učiti verouk, ki je bila koncilska zapoved takrat, hitro spremenila oziroma dopolnila z igro, z nastopanjem, z družbenimi veščinami, z kakšnim skupnim obedom, če je bila socialna stiska, pa je bila lakota, ne. In potem je iz tega v Rimu najprej Filip Neri, on je prav ustanovil oratorij, ne. Beseda oratorij iz rimske besede govoriti, ali pa iz pozne latinščine oziroma srednjeveške latinščine moliti, obojno je notri, ne. Torej, in je potem ta oratorij naredil. Potem je pa tukaj seveda še Janez Bosko, ne? Potem pa Janez Bosko, pa potem zdaj naslednjo leto bo 180 let od prvega oratorija, ki ga je Janez Bosko organiziral, ki pa je potem ta sistem, bi rekel, dodelal do te popolnosti, ki jo ima danes, ne. Janez Bosko pa za posebno karizmo za otroke in mladino je potem seveda to zadev. Imena ni spreminjal, še vedno to ostal oratorij, ampak je dobil res veliki poskok v kakovosti. In tak oratorij je zdaj prišel v slovenski prostor tudi po osamosvojitvi, ne. Salezijanci tu naredijo veliko delo, da te programe sestavijo, smisel, himno, igre, vsako leto izide ena oratorijska knjiga. Sej, teoretično lahko župnija dela oratorij tudi po svojem programu, ne. Pač držati se mora teh vzgojnih načel, ki so prisotne, ampak držimo se običajno tega, kar nam pripravijo Salezijanci. Jaz se spominjam, da so bili oratoriji tudi že pred osamosvojitvijo, recimo pri Salezijancih na Rakovniku, prav gotovo. Pri njih gotovo, ja, seveda, ker to oni imajo kot rečemo v karizmi, ne. Gotovo, ampak to širšo... Tako na široko, kot je zdaj. Na široko, da so se razširili. Zdaj sem zvedel, recimo, v srcu Kozjanskega dobje 100 otrok, ne, v srcu demografsko ogroženega Kozjanskega letos bo 100 otrok. No, torej, so vseh možnih zaselkov tam skupaj prišli in so bili na oratoriju. Se pravi, to širjenje oratorija v pastoralni prostor, v tam, kjer so ljudje, kjer so otroci, se pa zgodilo seveda za osamosvojitvijo. Ali pa recimo zanimiv podatek, ne vem, župnija, kjer prihaja k verouku 80 otrok in ima potem
80 otrok na oratoriju, poleg tega pa še 20 ali 30 animatorjev, pa še 30 tistih, ki skrbijo za vse skupaj. In se vidi, ne, da prihajajo potem očitno tudi tisti, ki so oddaljeni od cerkve. To je preverjeno. Torej, če tudi, ko se vpisujejo, pa ko veš, odkot so in kaj so, se vidiš, tudi nekrščeni pridejo. Ne? Imaš primer nekrščenega. Slišal sem že za primere muslimanov, ne, da so svoje otroke dali v oratorij. Pač v tem primeru oratorij dobi eno medversko dimenzijo, pač musliman ga ne moreš zdaj v cerkev peljati, da bo molil, lahko pa sedi in gleda, kako se moli, ali pa na svoj način časti Boga. Ne. Ampak se to vse da. Ne. Tudi pri skavtih recimo smo že imeli muslimane notri, pa zaradi tega nismo nehali biti katoliški skavti. Ne. Ta vzgojna ponudba je toliko mamljiva in toliko dobra, kakovostna, da jo tudi starši, ki morda nimajo krščenih otrok ali so celo druge vere, ali pa celo prepričani ateisti, vidijo v tem nekaj dobrega in otroka zaupajo animatorjem in župnijskemu dvorišču. Ne. In potem seveda tukaj tudi možnost sodelovanja tistih, ki so recimo aktivni v višjih razredih osnovne šole, pa srednješolci in študentje. Namreč ta povezovalna vloga gre tukaj, pravzaprav mladi delajo za mlade, ne? Ta mehanizem je tako mišljen, to je skoraj nemogoče si predstavljati, da bi neki odrasli oratorij delali za otroke. To bi bila potem neka šolska zadeva, ne? Tu pa ima ta dodatno mladostniško dimenzijo ravno to, da delajo najstniki, oratorij za prednajstnike. Ne? No, se so tudi kakšni najstniki 11, 12, 13 let tudi vpisani v oratorij, pa niso animatorji. Ampak načeloma recimo tam 9. razred so že animatorji, nekateri 1., 2. letnik. Potem pa više gremo po starosti, više tudi hierarhično, ne, je potem oratorij zasnovan, običajno kakšna študent vodi, je voditelj oratorija, potem ima pomočnike, ki so srednješolci, potem pa gremo tako nižje in potem so ti animatorji, ki so pa že 1. letnik srednje šole ali pa 9. razred. Ne. In jaz si ne znam predstavljati, če bi oratorij imel taki uspeh, recimo, da bi rekli, zdaj pa mi 50-letniki oratorij izvali, skoraj nemogoče. To je ta otroška in mladinska energija, ko se skup sreča, ne, in ko otroci v animatorju gledajo samega sebe nekaj let naprej, ne, iščejo vzor za svojo rast v tako rekoč vrstniku, ki pa je malo večji, to ne moramo mi odrasli dati. In še velika prednost tega, ne, torej odsotnost ekranov, ne. To pa ja, no. Zdaj, za razliko od skavtov, seveda oratorij uporablja elektriko, da v skavtskih taborih ni elektrike, tu se uporablja ozvočenje, tu se uporabljajo kakšne take tehnologije, seveda tudi kakšne projekcije in to, ampak seveda ni pa telefonov, ne, ni pa telefonov. In če tudi bi jih otroci ne uporabljali, bi na njih pozabili, ne, ker je toliko zanimivega, se dogaja pa tako premišljena dinamika oratorija, da nočeš izgubiti naslednjega dejanja. Ne. Je pa res, da pride v kakšnem trenutku, mogoče se kakšen otrok zdolgočasi, in to mora biti animatorji sposobni, da to opazijo in da ga vključijo, pa ga mogoče animirajo za eno drugo delavnico, če se da tej zdolgočasu ali pa kaj takega. Ne. To se pač ta normalno v teh vzgojnih zadevah. Kako je bilo pri vas na Frankolovem? Ja, bilo je čudovito. Mi za nekaj let nismo imeli oratorija in smo potem, je naša voditeljica, ki je dala tudi pobudo, ni prišel od mene ta da pobuda. Se vrne spet, ne? Jaz sem se že skoraj takle bi rekel, tisti pastoralna vdanost v osodo, ne, pač ni več oratorija, ni. No, in potem se je našla študentka medicine in je dala pobudo. Seveda je pa bil problem, ker zdaj hitro smo našli animatorje za tisto bazično animiranje, ne. Ampak tistih vmes, ne, jaz rečem oficir, potem pa mora biti tudi še podoficirji, ne. Seveda mora biti tudi tehnični stav, ne rečemo. Stav, pa ti, ki vidijo stvari, pa ki imajo že več izkušenj, ne, da reč glavni, potem se preveč energije zgubi samo z animatorji, ne. Mora nekdo še biti tisti vmesni. No, in tu je naša voditeljica si naprosila svoje sošolke in prijateljice iz študijskega okolja, ki so prišle, ena iz Medvod, ena iz Škocje na Dolenjskem, ena iz Ljubljane in ena iz Ljubečne pri Celju. In še ena iz sosedne Fare. No. Tako da so, v bistvu, smo si ta
In sem zvedel, da to ni tako redko, da gredo kakšne sovoditeljice oratorija na roko komu tudi na drugi konec Slovenije. Nismo taka velika izjema v tem primeru, no, ampak tam je to zelo pomagalo, no, da smo imeli te sovoditeljice drugod. Se pravi, biti za druge, to je velika vzpodbuda seveda in blagoslov za vse tiste otroke, ki se temu lahko posvetijo, in to je seveda tudi dobra novica, s katero vedno začnemo. Jaz bi rekel, no, letošnjo poletje si bom zapomnil malo po teh knjigah, ko sem se kar pečal s knjigami celo poletje. Predvsem si bom zapomnil po pogumu mladih. Ko včasih že skoraj, veste, kak smo nagnjeni, bolj si siv, bolj si obupan nad mladino, ne, včasih, ampak ne smeš nikoli biti obupan nad mladino. No, in tudi letošnjo poletje mi je to pokazalo. Na večjih točkah sem srečal o pogumne mladince. Ne bi si predstavljal, ne vem, že domače mladinsko društvo, na Frankolovem recimo, ki drži bazen gor, in sem tam slučajno videl, da kakšne so njihove dotacije, ne, iz javnega denarja. Skoraj nič, glede na to, kaj delajo, ne. Ogromno prostovoljnega dela. To je civilna sfera, kultura, bazen, mladinsko društvo vzdržuje, edini bazen v občini, naši občini vzdržuje eno mladinsko društvo s prostovoljnim delom. No, se stroške bazena plača občina, ne, ampak delo, animacija, pa da vse to teče, da so tudi neki programi kulturni. Potem sem imel blažen obisk francoskih skavtov, 35 mladeničev iz Pariza. Je prišlo v snegu, ker se nisem zmotil, ker je bila toča, nekaj ledenega je bilo, torej 2. avgusta na Porciunkulu so v toči prišli od Celja do Frankolovega, toča šla po njih, dež, in so primarširali na Frankolovo in so tam imeli potem prvi večer. Na relaciji so šli relacija Celje, Blatno jezero. S tem, da so si vmes mislili vlak med Mariborom in Hotizo, se pravi, do Madžarske meje. In čez Pohorje in tak. In sem gledal tiste fante, pa kaj je to eno junaštvo, pa pogum, pa to mestni fantje, ne, so Parižani, torej, ne. In njihov duhovnik, imeli so duhovnika zraven, jaz sem 2 ure kopalnico ribil, ker sem rekel, če prije duhovnik, pa moram ponuditi tuš, ne. In se je potem kopalnico pripravil za francoskega duhovnika in res je potreboval, ker je tudi on hodil v dežo, čisto premočen je prišel, ne. Ampak sem smislil, gledajte to, nič ni to zaležana evropska mladina, ne. Iz vele mesta pride taka mladina junaška in tako. Potem naši animatorji, potem naši skauti, ki so v zelo težkih razmerah tabor speljali in še bi lahko naštel. In to poletje mi je res dalo eno tako spodbudo, Branko, ne obupaj nad mladino, nikdar. Mogoče pa bi morali obupati vsaj malo, no, ne morali, ne, obupujemo, ne, nad našo zgodovino, našo razdeljenostjo. 80-letnica konca 2. svetovne vojne je letos in kar nekaj težav je, ki so v Evropi, sveti deželi, ali ne znamo brez vojne, se lahko vprašamo. Ja, tukaj je že eno vprašanje, ki lahko malce naveže k obupu, ne. Ampak midva ostaniva še na teh pozitivnih tonih. Namreč, vi ste včeraj predstavljali vaš 3. roman z vojno tematiko. Dolina zvezd je tukaj le pred nama. Hvala lepa za ta lep roman o letu 1945. Pravzaprav 2 predstavitvi sta že za vami. Ena v Celju, druga v Šterntalu, se pravi v Kidričevem nekdanjem strnišču, ne. V 3 dneh 2, oziroma še ena neformalna na Jernejevem kosilu v Vojniku, ko je kar me škof Lipovšek spodbudil, da sem, pa domači župnik Perger sta me spodbudila, da sem kar tam ljudem še predstavil na hitro, ali oziroma so kar oni sami predstavili roman. Tako da sem v 3 dneh imel 3 predstavitve, takoj ko je išel, in vse pa so dobil lep odziv. Na prvi predstavitvi je bilo 70 ljudi v Celju, na Šterntalu, na licu mesta, kjer je stalo koncentracijsko taborišče Šterntal, komunistično koncentracijsko taborišče Šterntal, ki pa poprej bilo nacistično taborišče Šterntal, komunistično bilo torej strnišče. Je bilo tudi okrog 40 ljudi, ne, ki so imeli še prej eno komemoracijo, dnevo spomina žrtev vseh totalitarnih sistemov.
Ja, tako da je ta roman, za razliko od kakšnih drugih, bi rekel, je tako hitro šel med ljudi. V petek zjutraj je še bil v skladišču tiskarne, ker so ga v četrtek zvečer še vezali skupaj, v petek zvečer pa je že bil v Celju predstavljen, ne. In tudi pričakovanje je bilo precejšno, v enem segmentu ljudi, recimo na Kidričevem, so prav čakali, javljali, kdaj bo, kako bo, ker se tiče njihove zgodovine. Tudi osrednji del romana vendarle govori o taborišču Šterntal. No, tako da je bilo kar lepo. In potem je bil tukaj še 23. avgust, ne? Ja, tako, Evropski dan tako spomina. Smo tudi naredili, da bi ta roman išel na ta Evropski dan spomina, ker v prvem delu romana srečujemo žrtve nacizma, ne? V drugem delu romana pa žrtve komunizma. In se tiče potem dejansko teh totalitarnih režimov, ki so se s tako silo in jezo in hudobijo obrnili proti človeku, ne, z ubijalsko jezo, tako rekoč. In smo tako načrtovali in tako je tudi potem išlo. Naj povem našim poslušalcem, da bomo v Kulturnih utrinkih, mislim, da v začetku prihodnjega tedna, to knjigo tudi nekaj obširneje z avtorjem predstavili. Zdaj pa res k koncu druge svetovne vojne. Namreč, kako je zdaj z Evropo, ne? Mislim, že če pogledamo na to slovensko politično sceno, nekako se nismo hoteli, dobro, saj je še mogoče 4 mesece, 5 mesecev časa, ampak nič ne kaže, ne, da bi se hoteli kaj resneje in pa bolj povezovalno lotiti spomina na to leto. Ja, jaz sem zdaj zasledil, tako kot vsi ostali, smo zasledili 23. avgusta predvčerajšnjim dogajanje na Hrvaškem, pogreb žrtev jame Jazovka. V Jazovki se je končalo ogromno ljudi, še pred koncem druge svetovne vojne, častne sestre, torej redovnice so tam notri končale, to so jih metali noter. Se pravi, vzorec je tak kot pri nas. Ampak so naredili pogreb, ne. Kar so dobili ven kosti, so pokopali. Take male krste so bile, ker potem tiste kosti se pač zložijo, niso bile to podolgovate velike krste, majhne krste, vsaka je imela čez hrvaško sestavo in so jih slovesno pokopali, tako kot se pokoplje. No, in ko sem to videl, sem rekel, to je manjkalo Sloveniji letos. En taki pogreb. Ne? En taki pogreb. To bi bilo res obeležitev 80-letnice konca druge svetovne vojne s poudarkom na koncu. Zaključiš pa tako, da dostojno pokoplješ, ne. In tega dostojnega pogreba nismo zmogli. Imeli smo eno premestitev. Zelo potiho, lahko rečemo, celo skrivnostno, ne. Nihče, še člani komisije Vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč so o tem izvedeli tik pred zdajci, tako bi rekel, zjutraj, ne, potem, ko se je stvar že odvijala. Da so potem nekako iz tistih kontejnerov v Kočevju jih prestavili na neki posvečeni prostor pokopališča tukaj pri Suhi, ne. Ampak tam so še vedno v plastičnih vrečah. Ja, morda to kdo ne ve. To še vedno ni grob, ne. Ne, seveda. To še ni grob in to še tudi ni dostojni pokop. To je bilo samo, da se je premaknila torej ti posmrtni ostanki teh mož iz Macesnove Gorice. No, recimo, da bi mi zdaj imeli pogreb teh žrtev Macesnove Gorice, ko kosti že imamo, ko jamo smo že videli, ko smo že vse dejstva ugotovili, da bi imeli pogreb, to bi bila potem res ena prava obeležitev konca druge svetovne vojne. To je tudi predsednica rekla, pokopljimo zdaj. Kdor ni zdaj hotel tega, v takem obletnici noče konca druge svetovne vojne. Hoče neko napetost in neko grenkobo in neko sovražno razmerje ohranjati. Tak si jaz to razlagam, jaz drugače si ne znam razložiti. In ob tem recimo, da je bila 8. julija sprejeta tudi resolucija v Evropskem parlamentu, ki nam Slovencem nekaj polaga na srce. Nalaga spominjati se tudi žrtev komunizma. Ne? In jih pokopati. Seveda, ne.
Torej, in tega nismo bili sposobni. Zdaj, kdo je ta, ki to blokira? Vse približno se ve, ne? Kdo so ljudje, ki blokirajo, da bi se Slovenci od svojih bratov in tudi sester normalno, dostojno, pietetno poslovili. No, Zveza borcev je naslednji dan že takoj poslala pismo predsednici in obema predsednicama in pa predsedniku vlade in pravi, da prosi, da tega ne sprejmemo, ampak da pošljemo Evropi prava dejstva, ne. Zatem je, mislim, da odgovorna za stike z javnostjo stranke SD rekla, da njih se to ne tiče, oni tega ne bodo sprejeli. Ja, torej vemo, vemo, kdo to je, ne? Ki enostavno ta mit... Da, o levici ne govorim. Ja, da torej ta mit druge svetovne vojne, ne, kot neka... To gre malo za eno skoraj da religiozno. Jaz sem malo religologije bral in v vseh religijah obstaja neka mitična fundacija, ne, se pravi mitični moment, ki religijo ustanovi. Nek trenutek. No? In zdaj, če gledamo to našo revolucionarno stran in njihovo doživljanje lastne revolucije in teh pač revolucionarnih dejanj let 41-45 in še potem z nastavkom še nadaljnih 45 let, ne? Torej, tu gre, kot da bi se jim potem en mit porušil, skoraj da ena religiozna dogma, ne? In so popolnoma izgubljeni, ne? In tu bi bil neki poziv tudi njim, da se malo posodobijo, da se updatejo, ne? Da ne morajo v neki mitologiji, ki jo zgodovinska dejstva že itak uvržejo, podatki o mrtvih, o strahotah, ki jih je ta ideologija zagrešila, ne morajo v taki ideologiji in mitologiji vztrajati. Ali pa tudi, če odmislimo vse to, pa rečemo, vse ne gremo ideologije, v redu, ampak da bi rekli, kosti v plastičnih vrečah nekje ne morejo biti. Vsak človek, kakršenkoli že je, si zasluži svoj grob. Je tako. Si zasluži svoj grob in označbo groba. Jaz imam v tem romanu, imam tudi v Dolini zvesti, ker ta problem groba je zelo hitro nastal, ne. Ne samo povezan z izvensodnimi poboji, tudi partizanski grobovi, ki so bili razsejani vse posod, pa se marsikdaj reklo, da jih bodo pa potem na pokopališče prokopali, da jih ne bodo pustili v gozdovih in tak. So jih tudi precej pustili, niso jih uredili, kot bi mogli, ne. Tako, tudi partizanska stran ni svojih grobov uredila vse, kot bi mogla ali pa kot je prav. Torej, no in imam tudi potem, ko ena jetnica v Štrntalu, ko so jo že ubili, moža likvidirali, potem išče in z eno zelo drzno akcijo prisili enega stražarja, mojega junaka, no, v tem romanu, se pravi tega protagonista, Cvetota, ga prisili, da ji pove, kje je grob njenega moža. In v bistvu grob njenega moža je potem 300-400 metrov od žice sredi polja na eni njivi, ki se neobdelani njivi. In ona potem spleza gor na gradbišče tovarne, takrat se je gradila tovarna aluminija, spleza z dovoljenjem straže gor, češ da gre gor nekaj pomagati, na vrh, da vidi preko krošen dreves na tisto polje, ne. In ona reče, vedeti za grob prepolovi žalost, ne. In gleda na polje, reče, tu je zdaj moj mož pokopan, zdaj pa pol manj žalosti, čeprav še je žalost, da si ga izgubila, strahotna, ne. Ampak vem, kje je. In če me zdaj ubijajo, me bodo mogoče pokopali zraven njega, pa bom imela skup grob, ona razmišlja, ne. In se je potem kar sprosti se v njej tisto, tu je, ne, tu ga imam, tu blizu mene leži pod zemljo. Torej, na grobu je utemeljena civilizacija. Ena izmed teorij, kako nastala civilizacija, v teh evolutivnih teorij, če hočete, ne, torej je, ko je začel naš dedek, ne, trupla svojih najdražjih pokopavati in obeležiti kraj pokopa in se tja vračati. Grob je nas ločil od živali. Samo redke živalske, mislim, da sloni imajo še to, da tam, kjer jim umre dolgoletni partner, na tisto kraj še se vračajo, ne. Reč pa, torej, to je človek z grobom začne kulturo spomina, kulturo čustev, dragocenih čustev, ki grejo čez živalski nagon in začne z grobom civilizacijo. Še živali pustijo grobove na miru, razen hijen.
pa je povedal škof Volk, ko se je v pridigi leta 1945 dotaknil tega, da so recimo izkopali posmrtne ostanke Lamberta Ehrlicha, pa Banana Tlačena in tako naprej iz ljubljanskih Žal. Ne. Ja, to je sovraštvo, ki gre noter v grob, ne. In to je pač tudi, to je možno samo, če brat brata ubije. Ker do grobov objektivnih sovražnikov slovenskega naroda, to so bili takrat nacisti, fašisti, ne, ki so nas napadli, do grobov teh objektivnih sovražnikov ni takega strahotnega, nihilističnega odnosa kot do grobov lastnih bratov in sester. In tu se čuti, ne, da gre to za neko Kainovo zadevo med Kainom in Ablom, brata, ki se za bratomor. In zato, ker je bratopor, ima še toliko hujši negativni naboj. Še en podatek se mi je zdel zelo zanimiv, ko sem ga zasledil na Nürnberških procesih. Mislim, da je bilo obsojenih na smrt približno 50-60 najhujših zločincev. V Sloveniji po drugi svetovni vojni na teh procesih, ki so bili, je bilo obsojenih okoli 300 ljudi na smrt. Ali smo torej Slovenci bolj zločinski od zločinskega nacizma? Ja, to so bili zelo montirani procesi, ne, narejeni prav zato, da se en del slovenskega naroda poniža, da se mu naloži krivda in da se ga torej ustrahuje. Ne. Torej, to so montirani procesi in ti procesi so bili farsa. Ne. Jaz sem bral torej božični proces, sem bral, kako je v Slovenskem poročevalcu bilo leta 1945 ta božični proces tukaj v Ljubljani, ko so obsodili potem nekaj predstavnikov reakcije in tak. In so iskali ne vem kaj vse, da bi obtožili izdajstva. Na koncu so jih, kot najhujše izdajstvo, so jih obtožili to, da so računali na samostojno Slovenijo, ki bo odcepljena, takrat so tudi že uporabljali izraz odcepitev od Jugoslavije, ne. Samo da so jih nekaj obtožili in so jih tudi takrat 16 ali 17 obtožili na smrt. No, ampak že takrat so se pojavili ljudje, ki so videli to, da taki proces je farsa. Da ne moreš, ne. In so ga naredili namenoma pred Božičem, da se je proces stekel 23. decembra, da so obsodbe padle tako, da so časopisi 24. na Sveti večer poročali in vsi mediji, ne, da so z enim procesom, z enim ustrahovanjem in z eno torej perverznostjo, pravno perverznostjo zaznamovali celi Božič. Božični praznik, prvi božični praznik leta 1945. Ne. Ki še je takrat bil kot praznik, ker so še tudi tile režimski mediji takrat dovoljevali božične zgodbice in si čestitali Božič. Ne. No, do 52. leta je bil tudi verouk še v šolah, ne, tako, in je bila teološka fakulteta tudi članica tu se vidi, da se je uporabljalo torej procese in pravo za neke politične namene. Ne. In to je zelo jasno. Ja, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Gost je duhovnik magister Branko Cestnik, vse bolj tudi pisatelj. Njegova knjiga Dolina zvezd je izšla pravkar, to je roman o letu 1945 in letos je ravno 80-letnica konca druge svetovne vojne in pa velikega madeža na tistemu občutku svobode, ki naj bi za nekatere zavel in namreč prinesel nam je tretji totalitarizem, ki pa svojimi lovkami sega tudi v čas, v katerem smo zdaj. Pa predlagam, da preideva k naslednji jesenski temi, s tem bova že pogledala pravzaprav v september, oktober, november, namreč to bo tisto vprašanje, zakon o prostovoljnem končanju življenja je sprejet, napoveduje pa se referendum. Zdaj vi ste zapisali, samomor je pač samomor, samomor z državno pomočjo pa ni več zgolj samomor, ampak je? Ja, to je zdaj vprašanje, kaj je samomor z državno pomočjo. Oni pravijo, da to ni umor, ne? Ampak če nekdo pomaga nekomu umreti, torej povzroči njegovo smrt. To je čisto filozofsko, logično vprašanje. Ne? Je torej država usmrtiteljica zdaj? Oni bodo rekli, da ni.
da je samo pomočnica pri samomoru. Ampak brez tebe pa samomora ne bi bilo smrti. Torej, država zdaj prestopa eno črto. Takrat, ko se je tudi s pomočjo papeža Janeza Pavla II. V evropski kulturi, miselnosti odpravljala smrtna kazen, se je ravno s to idejo, da te črte država ne sme prestopiti. Torej, da država ni upraviteljica smrti, ne? In se je s tem idejo, da torej država nima tega božjega atributa, tako rekoč, ne? Dajem življenje in smrt. To pač Bog, gospodar življenja in smrti. Narava, če hočete, ne? Za tiste, ki niso verni, narava, gospodarica življenja in smrti, naravni cikli, ne? Torej, in da se država iz tega umakne zaradi higiene, torej, da sama sebe omeji in svojo moč. In se je začela ukinjati smrtna kazen. Tudi mi smo jo ukinili. Torej, je nimamo. Ampak zdaj pa se ta črta spet prestopi in država stopa na stran usmrtiteljev, gospodarice nad življenjem in smrtjo. Seveda, tu je zdaj veliko nekih sofizmov, retorike. Tukaj gre za prostovoljno, ne? Ja, da gre prostovoljno, da gre za usmiljenje in to, ne? In da se država tu v bistvu ne posega v avtonomijo človeka, češ, ne? Človek je avtonomen in se odločil za samomor. Ni ga naredil nekje zase, da bi se vrgal skozi okno, ali iz nekega razloga tega ni upal, ali kaj, in on se obrnil na pomoč države in njenih zakonov. In država mu gre tu nasproti, ne. Seveda tu so zdaj, vloga države je tu lahko zelo dvoumna, ne. Torej, država na nek način naj bi spoštovala avtonomijo posameznikove odločitve, ne. Po drugi strani pa seveda lahko s tem ona sama sugerira to odločitev. Ali pa prikrije svojo nesposobnost v medicini, ali pa svojo nesposobnost v socialnem sistemu. V paliativi, ne? V paliativi, ne. In da se potem ljudje odločijo za smrt, zato ker pač paliativa ni dobra in jih preveč boli. Paliativa pa ni dobra zaradi slabih državnega organiziranega, slabo organiziranega zdravstva strani države. In je država potem s slabo paliativo in tako lahko spodbuja, ne, prikriva svojo nesposobnost in spodbuja k samomorom. Ali pa ne samo to, da prikriva svojo nesposobnost, pravzaprav varčuje, ne? Varčuje, lahko, ker za paliativo in pa za socialo je potrebno toliko in toliko denarja nameniti, tukaj pa prihranimo. Država nima duše, država je servis, ne? Ona nima duše. Ona, ko začuti, da lahko postane požrešna, postane velika, da se lahko razbohoti čez posameznika, bo to tudi storila. To zdaj vidimo, recimo, kak je pri nas v primeru davkov, nekako so davki v 3 letih ogromno zrasli in smo ena najbolj obdavčenih držav, Slovenija, v Evropi. Torej, smo ljudje, delamo za državo praktično, ne. Ona pa naj bi nam toliko pač nudila, to pravi. Ampak potem dejansko, če delaš samo za njo, ona pa ti nudi nazaj, prej ali slej pride do nekega razmerja, ko tudi od tvoje avtonomije več ni, no, to, kar bi država mogla garantirati tvojo avtonomijo. No, saj naš premier je tako ali tako rekel, ne, on ne bi vedel, kaj početi s toliko denarja, Ja, ne, in je bolje, če imamo, Torej, da država pač z davki točno napovedal, razporedi naš svojo denar. politično nerazgledanost, da on v mojem imenu odloča, kaj jaz naredim s svojim denarjem, ne. Torej, ne spoštuje moje avtonomije, ne. To je politično nerazgledano in to je že tudi malo totalitarnih genov lahko se v njem pojavilo, kaj to krat to rekel, ne. Ampak takrat ljudje to niso spregledali, ljudje niso enostavno... Ne, ni bilo pravega odzvena teh izjav, zaradi tega, ker so mediji pač opozorili na nekaj drugega, ne, seveda. Ti meni daj denar, ki mi pripada, in jaz bom že z njim naredil, kar hočem, to je moja avtonomija, ne. Tako? In smisel države je, da spoštuje mojo avtonomijo, da je moj servis, ne samo pravim, država nima duše in postane požrešna gospa in preko davkov in preko drugih sistemov poskuša vdreti v tvojo dušo in ti si jo podrediti. Pravijo,
država noče človeške duše, ne, to imamo tudi pri Cankarju, ko se tamle v Hlapcih župnik in župan zmenita, pa reče, se zmenita, jaz bom imel duše, ne, ti pa boš imel denar oziroma denarnice od ljudi, ne, kak tak ne se zmenita, češ država prevzame ekonomijo, župnik pa duše, ne, in država potem prek davkov in dajatev. Ampak v bistvu je pa tako, da država hoče imeti duše, ker če ima duše, potem ima tudi ekonomijo. Če ima dušo, ima dostop do denarnice popolnoma odprt. Ne? In zato bo vedno ciljala v svoji pohoti po oblasti, zavedni ali nezavedni bo ciljala na dušo, si pokoriti dušo. No, v Kanadi vem, da so izračunali, koliko si je državna socialna blagajna opomogla v letih, ko so uvedli evtanazijo in če so imeli prej precej primanjkljaja, imajo zdaj dobiček. Torej, ja, to bodo tisti izračuni, ki se bodo pokazali. Ne? In dejansko ljudje, ki tako zelo navijajo za to prostovoljno, tako retorično, pravno so to zavili, ta samomor v bistvu s pomočjo države ali pa delam samomor država pa usmrtiteljica, ne? Tako bi mogli to imenovati, ampak oni to zavijajo potem neko svojo retoriko, svoj sofizem. Ampak na koncu, ko bo se videlo, da država profitira, bo ta ješča, debela gospa, ki je država, dobila še večje apetite. Tako in še k temi obsojanja drugače mislečih. Namreč v teh dneh smo zasledili, kako se je seveda kar nekaj stvari dogodilo, ki spet sodijo v rang sovražnega govora. Tako je pravna mreža za varstvo demokracije, ne, to so tisti, ki so blizu tudi 8. marcu in tako naprej, ne, zelo blizu, ne, so sporočili, da so nudili pravno podporo pri prijavi dr. Mateja Lahovnika na Komisijo za etična vprašanja Univerze v Ljubljani. In sicer je bil tukaj v vprašanju zakon o dolgotrajni oskrbi in potem je dr. Lahovnik rekel, da bo ta tudi za tiste veljal, ki nič ne vplačujejo, in potem je namignil na bradate otroke iz Gaze, ki so se prišli zdraviti k nam v Sočo, in to je bilo že dovolj za ta sovražni govor. Tukaj so se potem kar nekateri pravniki zdaj izpostavili in prijavili dr. Mateja Lahovnika in napisali, da verjamemo, da večina na univerzi razume, da je bila demokracija rojena v razsvetljenstvu, ki ščiti pravico do svobode govora, ter da obsojenje drugače mislečih na komisijah sodi v neke druge čase. To je seveda odgovor Mateja Lahovnika na tisto, kar so oni zapisali, torej, da gre za sovražni govor. Ja, to gre za bolj neko politično dejanje pritiska na svobodo govora, ne. Zdaj, vsakemu, ki tvita, ki piše, lahko najdeš kakšen stavek, ki je včasih lahko malo narodno napisan, včasih pa ironično, pikro, ne. To je ena čisto normalna v debati, v polemikah ena normalna pikra izjava, bradati mladeniče iz Gaze, oziroma, ker smo te bradatih mladeničev iz tega begunskega sveta, domnevno begunskega sveta, ne, imeli kar nekaj v zadnjih letih, ne. Vsi mladoletni, vsi brez dokumentov, ampak po kocinah vidiš, da ni star 14 let, ampak da je star 25, ne, samo ga ne smeš preverjati, človekove pravice, sem tja, ga moraš obravnavati, pa mu verjeti, če on reče, da je otrok, ne. In če se tu gospod Matej Lahovnik malo pošalil, oziroma malo tako pikro povedal, je zato, da človek malo bolj razmisli, ne. Malo bolj se vpraša in da se celi sistem izpraša, sej ni namen sociale za ta, da jo nepridipravi izkoriščajo. Namen sociale je, da pomaga ubogim, ne pa da nekdo izkorišča, pa ni ubog. Torej, ni otrok, pa hoče biti otrok, tretiran kot otrok. Ja, seveda, potem pa se tu sprožilo, zdaj smo videli, v bistvu je to nekje tu sredine avgusta naprej, ko je ta naša buržoazija nekje ranga Maldivi prišla iz svojih počitniških lokacij, jaz pravim, ta visoki srednji stroj ranga Maldivi, ne, ker tisti še višji sloj pa ranga jahta, ne. Ko je ta buržoazija ranga Maldivi prišla nazaj, jo je trebalo seveda hitro vpet v neko čustveno dogajanje in reči, če hočete ohraniti privilegije, pozicije, družbeno moč, gledajte, tu imamo sovražnike in
udri po njih. In potem se pojavil Matej Lahovnik, zdaj je Štancar. Tako je, doktor Štancar in pa ja. potem to, kar je objavil o premijeju in zelo ga je zabolelo našega premijeja, kajti on, ki si tako bori proti fašizmu, ne, in je prepoznaval fašizem v janšizmu, ne, in zdaj, ko je njega nekdo primerjal, čisto bi rekel tako, po dejanjih, ki jih je storil, približno na tak način, ne, je pa hudo užaljen. Zdaj ta fašizem je postal taka psovka, da že sam fašizem kot grožnja demokraciji in zgodovinsko dejstvo in vsa hudobija fašizma, ki je bila, ne, in ki je veliko groze naredila temu našemu človeškemu rodu v prejšnjem stoletju, skoraj izgubila pomen, ker zdaj že vse fašizem, vse, kar se nekdo ne strinja, kar že fašizem, ne. Jaz sem bil večkrat označen za fašista, pa prihajam iz preverjeno antifašistične družine Cestniki, smo bili že pred vojno, smo sodelovali v protinacističnih akcijah na Ptuju, ne. No, ampak vi dvomite v to, kar se dogaja v Gazi, mislim, dvomite, pač niste tako podprli tega kot naša levica, ne, in zaradi tega ste pravzaprav fašist. Gre pa tudi za en stari trik, ki izhaja iz Stalinovih časov. In sicer v sredini 30-ih, mislim, da je bil 7. kongres Kominterne, je Stalin videl, da v Evropi izraz komunist, bolševik itak, ne paše, ker preveč spominja na Rusijo, ampak tudi izraz komunist ne gre v uho. In ljudje se ustrašijo, če je nekdo komunist. In potem je on sugeriral evropskim komunistom, s tem tudi jugoslovanskim, ne, v tistem času, torej v teh, ki so še živeli v teh evropskih demokracijah ali kraljevinah, je sugeriral 7. kongres Kominterne, naj uporabljajo izraz antifašisti. Kaj si antifašist? Ne, recimo Jože Lacko, to mi še starata prav. Moj starata bil pred vojno v tej zvezi kmečkih fantov in deklet in so imeli en veliki shod, nekih 3000. Je samo kostcev bilo. Kostcev. Se pravi, kmečkih fantov, ki so se pokazali s kosami, ne. To je bilo en veliki shod. In moj starata je bil v organizaciji tega shoda in pravi, da je prišel Jože Lacko. Jože Lacko je takrat že bil v partiji, je bil komunist in vse to, ne. Pač ta ptujski revolucionar Jože Lacko. In Jože Lacko je potem se prišel tja in tudi kontaktiral mojega starega očeta, da bi imel govor. Zdaj, ko je toliko kmetov na kupu, bi še tudi jaz malo spregovoril. Ampak ni se predstavil kot komunist, ne. Ne kot antifašist, kot to. Pa je bil notri v partiji že takrat, ne. Je prikril svojo komunistično poreklo. Identiteto. So bili tudi prepovedani komunisti, ne, v kraljevini Jugoslavija. Ampak tako, no potem je še enkrat bila usoda Jožeta Lacka po mojega starega očeta povezana, ker so potem Jožeta Lacka ubili, ne, mučili v eni celici, v katero so kasneje tudi mojega starega očeta zaprli in mu celo kazali madeže krvi na steni. So rekli, tu smo tepli tega Lacko, tako bomo tudi tebe, ne. In so mu grozili s tistimi madeži krvi. No, ampak hočem povedati, da gre za eno staro stvar, ta tako imenovani antifašizem, tako imenovani, ne. Ker komunizem v svojem metodah je oblika fašizma. Ne, je oblika fašizma, samo nacionalizma nima, ima pač internacionalizem, ne. In so potem vedno ti komunisti poskušali se skozi antifašizem promovirati in tudi se prikazati kot vodilna sila antifašizma in seveda, ker so potem Sovjetska zveza tudi premagala nacistično Nemčijo. Zanimivo, oni niso uporabljali dikcije antinacisti, ampak kar naprej antifašisti, ne. Antifašisti. In potem, ko se Berlinski zid postavil, je vzhodno-nemška propaganda, DDR partija, je tisti zid, to lahko lepo preberete na Wikipediji, en lepi članek točno na to temo, tisti zid je bil imenovan protifašistični obrambni zid. Tako so oni imenovali. Se pravi, na oni strani je fašizem, zahodna Nemčija, ki je takrat izdelovala Audije, Mercedese, bila nogometna velesila, učiteljica demokracije že, ne, in tudi obračunavanja svojo preteklostjo, je bila za njih fašizem. Oni pa so zgradili Berlinski zid, da preprečijo vdor fašizma v vzhodno Nemčijo. Torej, antifašizem so vedno uporabljali še kot eno propagandno točko. In potem, ko se je vse skupaj sesulo, ko je vzhodni komunizem padel,
jim je pa bila še to zadnja bilka. Vse mi smo antifašisti, ne? In zato tudi danes imaš dejansko, da skoraj vse komunistične pojave, same antifa, recimo, ki so bolj anarcho-komunisti po svoji ideologiji, oni so antifašisti. Zakaj ne napišeš anarcho-komunist? Ker po svoji ideologiji si anarcho-komunist. Recimo v španski državljanski vojni so še sodelovali anarhisti, kot del te fronte, republikanske fronte, socialisti, komunisti, anarhisti, ne? In ni bilo težko reči, mi smo anarhisti. Ne, tu pa so zdaj vsi antifašisti in se potem skozi to zgodbo antifašizma, ki pa skupno cele Evropi, se tudi Churchill je antifašist, pa Jasen antifašist, pa gospod Jože Bartol antifašist, ne, se poskušajo nekako vleči naprej in se prikazovati kot demokratična sila in prikrivati svojo komunistično preteklost, ki pa je grda. Ne. Nič 1 512 10 0, imamo še približno 15 minut oddaje, če imate kakšno mnenje, vprašanje, zdaj je čas, da stopite v oddajo Spoznanje več Predsodek manj, v kateri gostimo urednika in pisatelja, duhovnika magistra Branka Cestnika, potekajo pa seveda različne teme, govorimo o aktualnostih z področja cerkve in družbe. 80-letnice konca druge svetovne vojne smo se dotaknili in se vprašali seveda tudi, ali v Evropi in sveti deželi res ne znamo brez vojne, kaj bi pravzaprav lahko storili, sploh da bi v letu 2025 rekli, da smo kaj boljši od leta 1944, tako je. Martina iz Medvodce nama je pridružila. Martina, pozdravljeni. Ja, dober dan. Prav je, da komunisti, no pa tudi to zdaj vidimo, so vedno lagali, kradli in ubijali, če ne fizično, pa psihično. A ne, to je pa tisto simbolično. Tudi Hitler, recimo, a ne, je bil predlagatelj, so takrat bi rekla, ubijali take ljudi, a ni pol predlagatelj Pleterski kot doktor Mengele. Končno je pa tudi taka smrt greh, a ne evtanazija ali pa kakorkoli jo že imenujejo, katerega bi država pehala posameznike. Človek bi vendar dušo uničevati hočejo tudi mlade z uvedbo zakona o konoplji, ki je zelo škodljiva. To imam jaz za kriminalno, da so to konoplo sploh predlagali. To bo to uničenih življenj in mlade tudi na ta način. In z evtanazijo pa starejše. Hvala lepa, Martina. Ja. Hvala, Dio. Ja. Se mi je zdelo zelo zanimivo, kako je doktor, mislim, da Pokoren zapisal, ne, da so se zdravniki 20 let in več trudili, da bi v bolnišnicah prepovedali kajenje, ne, in potem, ko se je to le zgodilo, jim zdaj marihuana vstopa na velika vrata tudi v bolnišnice. Ne. Vse posod ta zakon bo tako čuden. Jaz si že predstavljam, jaz pač kot župnik sem skrbnik enega parka, v katerem sem tudi vrtnar, ne, in odnašalec smeti. En park, ki povezuje center Frankologa, pač je cerkveni in tudi jaz sem ga dizajniral leta 2007, ne. In ga zdaj tudi kosite, ne? Ja, zdaj si predstavljam, da bodo kadili travo tam noter, pa me gledali, gor pa se mi režali, ne. Kaj bom naredil? Žico bom naredil okrog parka. Ta park je cerkveni, ne. Žico bom naredil okrog parka. Moram jaz zaščititi, jaz nočem, da moja posest promovira drogo. Ne, torej, ampak jaz čakam ta trenutek, ko se bo to zgodilo, pa nočem tega trenutka, ne, nočem. Ampak teh situacij bo veliko. A kaj bo naredil gostilničar, ko mu bodo travo vlekli na terasi? Ne, pa bo videl, da to odganja druge stranke. Pa bo šel k njim, pa jim bo rekel, ne kadite mi več tu trave, pojdite tam nekam, kjer ste bili prej, za neki kot na enem igrišču. Ali pa to bo napad na njihove pravice. Napad na njihove pravice. In gostilničar bo imel zgubo zaradi tam enih, ki bodo kadili. Ne? Torej, to je več stvari potegne za sabo. To je to strahotno nepremišljeno. Plus, seveda, ta medicinski vidik. Ne? Ta medicinski vidik pa vemo in so nas... Odkar so nas začeli o drogah poučevati, ko sem jaz prvič slišal prve stvari o drogah, to je že bilo v osnovni šoli, v socialističnih časih, pa potem v srednji šoli, so vedno rekli, mehke droge so uvod v trde droge. Ne? In mehke droge imajo negativne učinke, ki niso takojšnji, so pa taki ali drugačni, tudi socialni in podobno. In zdaj,
bomo videli. No. Marica iz Blok je z nami. Marica, pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljena oba in pozdravljam hkrati tudi Martino. Če bo tajla, me bo lahko dala naslov, če bo tajla. Veste kaj, gospod Cestnik ima naša vlada in naša vladar je pa še enega sovražnika. Zanj se z eno prijateljico od Young Caritas pogovarjala in je rekla o škodljivi pri psihologiji. Tu je faks za psihologijo. Škodljivi vplivi cerkve. Aha, tudi? Ja, škodljive. Pa sem rekla, pa kakšne so vendar tu, no pa me naj razlagala. Ja, hvala lepa, Marica, tudi za tole. Zdaj, veste, kako je. No? Zdaj, prej se je omenilo ravno ta pobuda za torej, mi rečemo, eutanazijo oziroma prostovoljno končanje življenja s pomočjo pač enih državnih preparatov in postopkov itd. No, ampak ravno te izjave doktora Pleterskega so pokazale izjemno agresivnost do krščanskega sveta. Ne? In potem se takoj, v bistvu se je razkrinkal, ne? Masko se je snel. Zakaj se je snel masko? Kot da bi hotel reči, v bistvu se pri eutanaziji gre za to, da še oddamo en udarec krščanski duši Evrope. Ne? Tako grdo je govoril o cerkvi, ko že dolgo nekdo ni. In si tudi potem mediji celo delo, jaz nisem mislil, da bo mladina, dobro, pač pričakuješ od mladine da bo en tak intervju izpostavila, pa te citate širila, ampak delo je tudi širilo te grde citate o krščanstvu, ki so spadali mogoče v en tisti napol zabiti antiklerikalizem iz 19. stoletja, ne. Ne pa zdaj. Ali pa v trda 70. Ali pa v trda 70. Ne. Torej, Ribičičeva 70. Take grde izjave, ampak in potem res gleda, kot da je zdaj vse skup kulturni boj zoper krščanstvo, ne, in zoper cerkev. In s tem razkrinkajo sami sebe, ne. Kot da bi rekel, no, Srbi imajo tisto psovko, ubiču Boga v tebi. Ubil bom Boga v tebi, ne, ko je nekdo zelo jezen na nekoga, pa se na njega spravi, ali pa ga mu obljubi, da ga bo tako namlato strašno, imajo to psovko, ki je zelo zanimiva, tako kot metafora, ne. Ubil bom Boga v tebi, tako te bom pretepal, da te bom zmaličil tvojo podobo, torej, da ne boš sebi podoben, da ne boš niti Božja podoba več, ne. In se zdi, kot da je zdaj to ubijanje Boga v človeku, ne. Človek je kup mesa in kosti, ki se lahko drogira, ki se naj drogira, če mu paše, če pa ga bo kaj bolelo, pa se mu ponudi eutanazija, pa če mu več ne paše, ne. Torej, ni več v njem ne duše, ne Boga, ne. In zdaj, ko je Pleterski potem še sprožil to napad na cerkev, zdaj avgusta, ko je pač rdeča buržoazija ranga Maldivi prišla iz svojih počitnic, ne, in je rabila neke sunke, da se aktivira za vročo politično jesen. Torej, ko on se je aktiviral zoper cerkev, imaš res občutek, kot da gre za eno obremenjenost z Bogom v človeku in seveda obremenjeno za krščanstvo kot takim. No, ampak treba je pa povedati resnici na ljubo, ne, da po zadnjih raziskavah se je procent tistih, ki zagovarjajo ta samomor s pomočjo povečal, tako da bitka ne bo zelo enostavna. Greva naprej. Alenka iz Ljubljane je z nami. Halo? Ja, dober dan, pozdravljeni. Ker povejte. Jaz bi pa tole povedala. Meni se zdi tole malo tako vse lahkotno pogovorov o demokraciji pa o teh stvarih, ki so pri nas vedno slabše. Vedno manj je namreč demokracije, pa vsake tok časa, če že kdo si upa kaj povedati, je pravi pogrom nad njim. Ni pa nobenega odziva, nobeden se ne zavzame za tega človeka, ki si nekaj upa več povedati. Cerkev je tiho, ostali imamo kakšen primer, gospa Alenka? Imate koga posebno? Gospod Lahovnik, rekel, pa vse je bilo veliko takih stvari, pa doktor Žiga Turk, če je kaj rekel, kdaj so se vedno na njega spravljali. Nobenega, mislim, ni, cerkev se sploh ne odzove na to. Še zdaj gospod magister govori s tako lahkoto, ne, o teh napadih na cerkev, pa potem ni bilo denarja za obnove cerkve, pa to. Ne vem, no.
A jaz mislim, da bi bilo pa treba malo bolj odločno se postaviti za te stvari. Ja, sej naredimo, kar pač lahko naredimo, se vam ne zdi? Radio Ognjišče naredi največ, o tem sploh ni dvoma. Vi ste pa res en tak pokončni steber v Sloveniji. Ampak to je premal, mora biti še ostali, a ne? A se strinjate? Ja, zdaj seveda tu so... Hvala lepa, bom Alenka, poslušala. lepo zdrav, ja. Ja, torej, tu gre tudi seveda za, treba biti previden, taktično previden, ne? Ker kot smo zdaj videli, recimo, kako so se spravili v drugi polovici sredine avgusta naprej, je kakor, da bi hoteli cerkev zvabiti v boksarski ring, v kateri je že določeno, da bo zgubila, ne. Jaz v boksarski ring, v katerem vreča za trening, ne bom stopil. V boksarski ring, v katerem so novinarji že napisali, da sem izgubo, ne bom stopil. Ker je to past. Ni vaša naloga, ne? Ja. In tudi rekel, ne? cerkev se poskuša pripraviti neke pasti, ne, da bi se vključila in da bi potem lahko aktivirali zlasti te volivce, recimo Svobode, ki so zdaj tako neodločeni. Mnogi od volivcev Svobode dvomijo v So pravilnost razočarani, prejšnje ne? izbire, Ja. in zdaj jih je treba nekako spet aktivirati. Ali anti-Janša, Ali pa s poroko, recimo. Ja, ali pa anti-cerkev, ne. Ali pa s poroko, no, to so pa drugi triki. Seveda, če bo ta poroka iz političnih namenov, je tako in tako neveljavna, ne, kot poroka. Potem je problem, ampak to so drugi problemi. No, torej, in je... Ne, jaz mislim, da je gospa cerkev- Alenka hotela povedati, ne, da nam manjka neke civilne družbe na desni strani, ki bi se tako lahko izpostavila, tako, kot se na levi. Ne? Ja, to tako, jaz razumem. Ja. Ampak tu cerkev ne more zdaj na vsako žogo, za vsako žogo, ki je vržejo, leteti, ne, ali pa, ker potem preračunane so njene reakcije in potem tudi reakcije določenega dela prebivalstva na cerkev, ne. In zato moramo biti previdni, kako se odzovemo in v kaj vstopamo. Veliko lažje je meni kot individualnemu komentatorju, župniku s podeželja, kot pa enemu, ki pa ima neko večjo funkcijo v cerkvi. Škof, generalni vikar, tudi že profesor na teološki fakulteti predstavlja neko inštitucijo, neko uradno mišljenje, ne? Tudi mora biti previden, kako se izraža in kaj bo sprožil. Recimo, jaz sem navaden župnik, imam tudi v tem primeru večjo svobodo govora, v tem pozitivnem smislu svobode govora, seveda, ne? Ker ne rabim tako zelo skrbeti za lastno institucionalno pozicijo in vse to, in nimam takega vpliva, kot ima recimo škof. In tu ni tako preprosto, kot bi ljudje radi. Ljudje bi radi eno bojevito cerkev, ampak bojevita cerkev, bojevitost ni njena prva naloga. In Pa tudi to je bumerang, ne, na bumerang ljudi se to porabi, ne deluje dobro. Ne. Dobro, še Antona iz Ljubljane imamo. Anton, se slišimo? Ja, Povejte, gospod Tone. ja, torej moje vprašanje. Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Jaz sem se ogledal njihovo spletno stran, vendar nikjer nisem našel zapisanih teh vrednot, ki so v naslovu organizacije. A je mogoče gospod Branko Cestnik, ki je to zasledil zapisano? Ja, To so dobro. vrednote NOB zdaj. Hvala lepa, Tone. Ja. Prvo moram povedati, če je revolucija vrednota, ne? Ker tako kot zdaj kaže, je prva vrednota revolucija, ne? Zato tudi marsikdo, to smo pred kratkim, kakšnim par tednov nazaj smo debatirali na Twitterju, smo ljudje, ki izhajamo recimo iz enega protifašističnega, protinacističnega tabora, že izpred druge svetovne vojne, ne? Niso si antifašizma, antinacizma zmislili marksisti in ateisti, ne? To je že bilo prej reakcija na te nevarnosti, ne? Ampak oni so v tom potem postavili monopol na tem. Torej, in taki, ki so bili pa partizanih, pa so imeli rožne vence v žepih in podobno. Ti ljudje, Zveza borcev je reprezentativna organizacija vseh teh ljudi, ne? Marsikdo od teh, ali pa potomci od teh se z njo ne morejo identificirati. Ona je postala bolj kot ne skrčila svoj prostor na vrednoto Ščitenje Rdeče zvezde. svojih privilegijev. In privilegijev, itak, to se vedno v družbi pojavijo ti ljudje, ki imajo privilegije in potem jih ščitijo, ampak tudi tako, bolj v tisti komunistični del borbe zoper okupatorja, ali tisti, ki je bil povezan z izvajanjem revolucije. Tako zgleda, ne, ker se ni sposobna jasno distancirati od revolucionarnega dela. Zveza združenj borcev ni klasična veteranska vojna organizacija, kakršne imamo na Zahodu.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bilo vse za današnjo oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je bil pisatelj, duhovnik, magister Branko Cestnik. Hvala lepa za vse, kar ste nam danes povedali in pa seveda želim vse dobro do konca meseca septembra, ko se v tej oddaji spet srečava. Do takrat pa srečno. Hvala lepa. Spoznanje več. Predsodek manj.